Z govorom Xi Jinpinga se je danes končalo dvotedensko zasedanje Kitajskega ljudskega kongresa. Ta je sicer s spremembami v ustavi omogočil predsedniku, da bo lahko vladal do smrti. Xi je v govoru poudaril, da je Kitajska pripravljena na bitko, v kateri bi se branila pred poskusi delitve Kitajske in da znova zasede mesto, ki ji v svetu pripada. Opozoril je, da bo Peking branil politiko ene Kitajske. Po njegovem kitajski razvojni projekti v tujini ne ogrožajo nobene države. Izpostavil je tudi, da je preteklost že pokazala in da bo tako še naprej, da lahko Kitajsko reši le socializem. Ob tem pa poudaril moč kitajske komunistične partije. Sicer pa so danes na notranje političnem področju Kitajske sprejeli nov protikorupcijski zakon, ki Xijevo kampanjo proti korupciji razširja na vse javne uslužbence, policiste, tožilce, sodnike in vodilne v državnih podjetjih. Nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja so odvedli v pripor zaradi preiskovanja v povezavi s pridobivanjem libijskih sredstev za svojo volilno kampanjo leta 2007. Državno tožilstvo pa je dejansko že leta 2013 začelo preiskavo o pridobivanju sredstev za kampanjo, saj so dobili informacije, da je Sarkozy nezakonito pridobil denar od libijskega voditelja Muammerja Gaddafija. Policija naj bi v zvezi s tem danes zjutraj že zaslišala nekdanjega ministra in bližnjega zaveznika Sarkozyja Brisa Hortefoja. Lanskega novembra je že francosko-libanonski poslovnež razkril, da je leta 2007 na francosko notranje ministrstvo prinesel 3 kavčke libijskega režima. V njih pa naj bi bilo 5 milijonov evrov za Sarkozyjevo kampanjo. V kenijskem rezervatu za živali je umrl zadnji samec severnega belega nosoroga. Ostali sta le še 2 samici, a znanstveniki še upajo, da bodo to vrsto rešili pred izumrtjem. 45-letnega samca z imenom Sudan so evtanazirali zaradi hitrega poslabšanja njegovega stanja. Zaradi zapletov povezanih s starostjo se namreč njegova globoka rana na nogi ni celila. Prav tako je imel že močno prizadete mišice in kosti. Več časa je preživel v živalskem vrtu Dver Kralove na Češkem, nato pa so ga premestili v rezervat Ojpejeta približno 250 km severno od Nairobija, kjer je živel z zadnjima 2 samicama iste vrste, 27-letno Najin in 17-letno Fatu. Pred kratkim so zbrali njegov genetski material, ki bi ga lahko v prihodnosti uporabili za poskus razmnoževanja severnih belih nosorogov. Znanstveniki iščejo načine za oploditev in vitro. Po ravnicah podsaharske Afrike še vedno živijo južni beli nosorogi, število severnih pa se je občutno zmanjšalo zaradi lovcev, ki so jih ubijali, da bi lahko prodajali njihove rogove. Te vrednotijo s $50,000 na kilogram, zaradi česar so bolj dragoceni kot zlato.